Torej, besedna zveza kolektivna identiteta označuje obliko družbene identitete, ki obsega kognitivno, moralno in emocionalno povezavo z drugimi. Samo dejstvo, da je medsebojno povezovanje ljudi na osnovi skupnih značilnosti ena od ključnih lastnosti, ena od ključnih človeških lastnosti, po mojem skromnem mnenju upravičuje rabo tega sicer modernega koncepta tudi za preučevanje preteklih obdobij, tudi predmodernih obdobij, in prav temu se je posvetilo 23 uveljavljenih raziskovalk in raziskovalcev, ki so se prijazno odzvali vabilu in s svojimi prispevki prispevali k naši skupni monografiji. In sicer so se avtorice in avtori v svojih prispevkih posvetili široki plejadi tematik, povezanih z nastajanjem, razvijanjem in spreminjanjem kolektivnih identitet na približno 1000 let trajajoči premici zgodovine dolgega trajanja, segajoči od zgodnjega srednjega veka pa vse do druge polovice 20. stoletja. V središču zanimanja raziskovalk in raziskovalcev so bili Slovenci in slovenski prostor, vendar naša monografija te slovenske teme postavlja v nek širši evropski kontekst. Poleg tega monografija vsebuje tudi razprave, ki se posvečajo recimo temu obče zgodovinskim temam, tako denimo obravnavajo koncil v Konstanci v začetku 15. stoletja, stikom slovenskega s hrvaškim prostorom v času reformacije, etničnim stereotipom o Rusih in Turkih, ki so bili razširjeni v zgodnje novoveški predmoderni Evropi, vprašanju jugoslovanske socialistične nacije in pa Judom v sosednji Julijski krajini. Poleg tega monografijo po mojem skromnem mnenju odlikuje tudi njena interdisciplinarnost, saj se poleg zgodovinskih tem posveča tudi jezikoslovju in etnologiji. Razprave v monografiji so razdeljene po hibridnem kronološko-tematskem ključu, in sicer kot sledi srednji vek, zgodnji novi vek, krščanstvo in narodotvornost, razvoj narodnega gibanja, ljudska kultura in umetnost ter polpreteklost in sodobnost. Za prvi sklop, posvečen srednjemu veku, so svoje razprave prispevali Marko Snoj, Jernej Kotar, Tomaž Lazar in Gregor Pobežin. V drugem sklopu, posvečenemu zgodnjemu novemu veku, lahko preberete prispevke Alenke Jelovšek, Anje Dular, Borisa Golca, Mihe Preinfalka in Izidorja Janžekoviča. Tretji sklop, krščanstvo in narodotvornost, vsebuje prispevke Simona Malmenvala, moje malenkosti, Aleša Maura in Ane Lavrič. V četrtem sklopu razvoj narodnega gibanja boste našli študije Staneta Grande, Božidarja Jezernika, Teodorja Domeja in Roberta Devetaka. Peti sklop, ljudska kultura in umetnost, vsebuje prispevke Marije Klopčar, Nine Dittmajer in Damjana Prelovška. Za zadnji, šesti sklop, posvečen polpreteklosti in sodobnosti, pa so svoje razprave prispevali Oskar Mulej, Tomaž Ivešič in Renato Podbersič. Za konec mi prijetna dolžnost nalaga, da se vsem soavtoricam in soavtorjem vljudno zahvalim za njihove zanimive in poglobljene prispevke. Vas, drago občinstvo, pa vljudno vabim k branju monografije. Hvala lepa.